Na javni predstavitvi mnenj ste povedali, da v roku 2 mesecev nekaj naredili glede zakona o konoplji. Pa me zanima, kako napredujete. Dogovorjen imamo zdaj že sestanek z pisci, ki nam bodo pomagali pri pisanju tega. Gre za inicijativo iz zdravniških vrst, ker rabimo tukaj strokovno pomoč. Predvideno je bilo, da se bomo ta teden že dobili, ampak mislim, da se bomo naslednji teden dobili, tako da potem s tem nadaljujemo. Kaj pa glede iniciativ civilnih, recimo Društvo Amerike, zdaj imel v Unijonski dvorani, se organizira ta mednarodni seminar, pa me zanima, z njimi tudi sodelujete? Bil sem prisoten na tem seminarju, moram reči, da je bilo zelo zanimivo tudi z vidika udeležencev, kar jasno kaže na to, da to področje ni več rezervirano za neke marginalne skupine, ampak da je čisto splošno sprejemljivo že postalo. Kaj se pa nagibate z legalizacijo, dekriminalizacijo? Zdaj tukaj moramo biti nekako realni, kar je realno dosegljivo v tem trenutku. In v Sloveniji mislim, da je realno v tem trenutku dosegljiva predvsem uporaba za medicinske namene. Mi bi z veseljem šli še širše, zato vendar mislim, da bomo tukaj zelo težko dobili nek politični konsenz. Če pogledamo rešitve, ki so jih ubrali v tujih državah, recimo na Češkem, pa mislim, da tudi v Avstriji, so rešitve takšne, ki so prijazne tudi samooskrbi iz tega področja. In to smer mislim, da bomo zasledovali tudi pri nas. Kaj pa smer Kolorada, Amerike? Kot sem že rekel, mi bi z veseljem podprli tudi to, vendar ta trenutek menim, da ni ravno velikega političnega konsenza za to in tukaj moramo žal biti realni. Bomo pa vsekakor si pustili odprta vrata, da bi tudi uredili v to. Kakšen način, po vašem mnenju, vpliva prohibicija konoplje na slovensko družbo? Predvsem je to tako zelo značilno vprašanje, ki ilustrira, lahko bi rekel, splošno stanje glede uporabe konoplje ali pa glede prepovedi drog ali mamil nasploh, in to je, kako se to izraža na družbi. Če bi bil sociolog, kar sem, bom seveda rekel, da bi rajš videl, če bi bil vprašanje, kako splošna prepoved vpliva na tiste, ki so odvisni ali zasvojeni z drogami, ali ta splošna prepoved te stvari pospešuje, zmanjšuje, ali lahko pričakujemo, da zato, ker je recimo konoplja uporabno prepovedana, da zato seveda je te odvisnosti manj in tako naprej. Ravno obratno bi postavil in bi se pri tem skliceval na enega izmed sociologov, ki se je veliko ukvarjal z neko temo, ki se imenuje hotene ali nehotene posledice družbenega delovanja. Zakaj se zgodi, da neko zavestno človekovo delovanje ali družbeno delovanje proizvede ne samo posledice, ali pa sploh ne proizvede posledic, ki si jih želimo, ampak proizvede neke povsem druge, neanticipirane ali, kot so rekli, nehotene posledice. In prav primer, Merton je to zadevo analiziral, če smem biti samo še par stavkov, prav na temi, prav na vprašanju recimo prohibicije, recimo alkohola v znametih 20 in 30 letih v ZDA, kjer je pač ugotovil, da je pač ta prohibicija v bistvu ni zmanjšala poraba alkohola, alkohol je postal redka dobrina, zato si jo užil takrat, kadar si jo lahko, kadar si bil dostop do nje, in vzel si jo takrat, ko si jo lahko, ne takrat, ko rabiš. Problem recimo take prepovedi, recimo alkohola, je bil točno, da si se ga napil takrat, ko si se ga lahko, in si storil vse, da bi se ga čim večkrat lahko. In hkrati je nova industrija ilegalne proizvode, razpečevanja alkohola, rast kriminalnih združb, tako naprej iz filmov, represivnih organov, in ko je bila prohibicija ukinjena, je ostalo vse, kar je bilo rezultat prohibicije. Mafijske organizacije, okrepljena policija in seveda tudi uporaba alkohola. To je generalno gledano. Z tega vidika bi rekel, da moramo obrniti optiko in se posvečati za ponovno problemu, ki je načel Merton, to je socialne disfunkcije, kjer ne gledamo samo na razmerje med sistemom priznanimi vrednotami, ki recimo pravijo, da ni dobro uživa drog, s čemer se strinjam, in seveda z vidika opcije, kako lahko dejansko storimo
da bodo prav ti, ki so najbolj prizadeti v tem, lahko bolje preživeli, hkrati pa da bomo tudi zmanjšali odvisnost. Lahko povem, na kakšen način poteka kazenski pregon konoplje v Sloveniji in približno koliko resursov za to namenimo na mesečni ali letni ravni? Pa jo razgalimo, če tako gledamo, kot je tema današnje. Policija normalno dela po zakonodarskem postopku, kateri pač se s časoma, vsakega časa tudi spreminjajo zakoni, vendar glede na področju drog, po zakonu o kazenskem postopku, da bo bolj jasno, kadar je storjeno kaznivo dejanje, se sklicujemo na člen 186 člen in pa 187, kateri govorita, da normalno kdo hrani, ponuja, prodaja in pa seveda 187, kateri kdo omogočanje uživanja prepovedanih drog. Zdaj nazadnje pred letom dve je dopolnilo tega člena 186 do hrani prepovedano drogo, je seveda prišlo še dodatno noter tekst, to je so še snovi v športu, kateri so na seznamu prepovedanih drog. Spravi, enostavno, če si pogledate olimpijski komite in pa potem doping seznam, v dopingu je točno napisan, kateri so snovi v športu, kateri so prepovedani in če posodujete normalno te snovi, ste v prekršku ali seveda v kazenskem pregonu, spravi, da ste storili kaznivo dejanje. Moram poudariti, v zadnjem času, v zadnjem letu je velik ogromen porast glede tega, glede zasegov, da policija zaseže snovi v športu, ker nenormalno se uvažajo iz drugih držav, predvsem iz Kitajske in Amerike, iz držav, katerih niso te snovi seveda na seznamu. Par afer ste tudi že prečitali, spremljali na medijih, tako da morate si malo predstavljati, kako to izgleda v obliki ampul, tablet in tako naprej. Glede droge, marihuane, v manjših količinah zakon veleva, da seveda imaš v posesti na primer drogo za en joint, za eno džolo, za en zvitek, si v prekršku, kar si kaznovan z globo in pa seveda z sodnimi stroški. Je pa vse skupaj gre po 33. členu zakona o proizvodnem prometu prepovedanim drogam. V lanskem letu je Slovenija glede konoplje, če se že pogovarjamo o konoplji, zasegla približno, ampak tukaj se znam 8782 rastlin in pa seveda posebej že pripravljeno za nadaljno prodajo suhi vršički, se pravi 78-80 kg droge konoplje v pripravljenih za nadaljno prodajo. Kaj pomeni to, da to ni droga, katera zraste dobesedno na obronki gozda, katera ima vsebnost THC-ja nižja kot pa konoplja rastena v indoor prostorih, se pravi posebno urejenih prostorih, katera ima vsebnost THC-ja tudi 10 do 15-20 močnejša kot pa normalno rastlina, katera zraste v naravi. Zakaj to govorim? Ker dobesedno zelo popularno je v naših časih gojenje v zaprtih prostorih. Kaj delajo? Jaz se pravim botaniki. Kaj delajo? Da je trava najbolj užge, najbolj učinkovita, se pravi, da je najbolj v promet. Dobesedno iz podatkov iz Nacionalnega forenzičnega laboratorija dobimo večkrat, v bistvu pri vsaki analizi, vse primisiji, katere so špricane na te marihuane. Tako da danes, gospodje, je problem kupiti že marihuano, ne govorimo o ostalih. Velik problem ratov glede konzumiranja in pa seveda kaj zaužiješ.
da dobesedno uporabnik ne ve, kaj zaužije. Od glede konoplje pri zasegu iz analiz je bilo večkrat ugotovljeno, da dobesedno je konoplja špricana z vsemi pesticidi, katere imajo kmetje na njivah, z strupom za podganje, s pantakanom, špricajo tudi z različnim heroinom. Zakaj to delajo? Da normalno, da bolj povečajo THC in vse ostale snovi. Vse snovi, katere se vežejo, jo špricajo. In v enem laboratoriju, v katerem sem sodeloval, so bile rastline ovite z ostriženimi lasmi, katere so pač botaniki našli na smetišču zaradi ohranjevanja vlage in tako. Radiš Božji, da koliko časa kriminalistična SKP-PU Ljubljana nameni recimo področju drog? V procentualnem namreč te podatki so dostopni. Če bi bila skupina, oddelek za organizirano kriminaliteto, tam ko delam, skupina, pač imamo v okviru tega oddelka 3 skupine in ena od teh je skupina za podvojene droge, delana droga, če primerna ura, 25 ur, delalo se 25, pravi 24 ur je pokrito dobesedno delo na področju drog z, bom povedal, kup ljudi, ampak zelo malo. Zelo malo. Uspehi so pa, moram reči, zelo v redu. In več ali manj se ta oddelek ukvarja z najhujšimi oblikami kaznivih dejanj, od juga Albanije do, kako rečemo, do Urugvaja. Kaj pa po katerem členu prekršek? Namreč omenjali ste, da 33. člen zakona o drogah, za PPD določa, da je manjša količina prekršek. Ja, res je, namreč, zakaj pa ne upoštevate 1. člena, ki pravi, da je vsaka količina, ki ni namenjena preprodaji, prekršek? Ja. Namreč, zakaj samo 2. člen upoštevate? Glede, 1. člen sem ne videl. Vse. 1. člen, zakon o ZPPD ima 2 člena. 1. člen bi bil v manjših količinah, se pravi, to je količina, ki bi rekel, Jaz vas popravljam odmerek, kar je očitno poznate. Samo malo, ko vam povem. Prvi odstavek 33. člena pravi, da se z globo kaznuje tisti, ki ima prepovedane droge v posesti. Drugi odstavek pa, da se kaznuje z globo tisti, ki ima v posesti drogo za enkratno lastno uporabo. Zdaj pa ne vem, kaj ga vi upoštevate, ker droga je vsaka v posesti. Ne glede na količino, dokler ni izvršitvena oblika kaznivega dejanja. Delo po tem zakonu je ta, da po 1. členu zakona, 33. členu, se kaznuje z globo, kar je večja količina in pa kar se presodi v danem trenutku, da gre za prekršek, se ga kaznuje po 2. členu. V primeru, da je v posesti imamo mladoletnik drogo, ali je v 1. ali 2. členu tega zakona, se na pokrajino, pristojno, Dobro, to ve. Ampak kaj je tisto, da potencira, oziroma da policista, da prijavi kaznivo dejanje, ki je uradno pregonljivo, namesto prekrška? Sam se v trenutku presodi, ali gre za kaznivo dejanje, to pomeni, da ima v posesti več droge, več pakirano, lahko ima v 1 gramu, za mene kaznivo dejanje 1 gram konoplje, lahko ima razparceliran na 5 delov, to je za mene že kaznivo dejanje. Oprostite, ker je namenjeno za nadaljno prodajo. Jaz ne vem, kako bi v enkratnem zaužitju zaužil 5 paketov. In več paketov je, če je 1 paket, bi lahko rečem v majhnih količinah, rečemo, da je prekršek, v večjih količinah, več paketov, gre za kaznivo dejanje. Glede na to, da sodelujemo z Zvezo nevladnih organizacij na področju drog in zasvojenosti, ki se ukvarjamo z uporabniki ali s tistimi, ki pač se soočajo z problematično uporabo droge na splošno. Mi na Konoplji se pa uporabljamo, ko se ukvarjamo z uporabniki konoplje. Se pravi, največji problem pri uporabi konoplje ni sama konoplja, ampak kaznovalna politika, ki se ukvarja na uporabnike konoplje. To moramo se tudi zavedati na tem, kar je gospod Aleš povedal, da tu pravzaprav škoda povzročena z samo posestjo ali z samim uživanjem
je v bistvu veliko manjša kot škoda, ki je izrečena globa. Se pravi, če delamo škoda povzročena za samim konzumacijo, zdaj da ne bomo rekli, se pravi, to moramo zdaj ločiti. Imamo mladostnike, imamo v bistvu, to je gospod povedal, da imamo 14 do 18, 18 do 24 in 24 naprej. To so v bistvu 3 ciljne skupine, ki jih tudi politika in tudi policaji pokrivajo, vendar spravi, ti ukrepi, ki so izvedeni za strani kazenskega zakonika ali prekrška, se jasno vidi to statistik, da vsako leto je približno isto, zasegel približno isto prekrškarjev. Številka ali količine teh zaseženih rastlin ali paketkov, pa se lahko vprašamo, ali res ta škoda, ki je bila prepovedana, da je zelo velika in da ne vem kakšna, je res tako velika, da je upravičena v bistvu ta, bom rekel, represivni pristop do uporabnika samega, ki zaužije. Namreč iz samih podatkov, ki jih imamo, v bistvu, ki jih tudi zdaj razpravljamo, lahko vidimo, da trend same uporabe konoplje v Sloveniji že vrsto let, bomo rekli, pri mladostnikih v bistvu je že 50% mladostnikov že uporabljalo konopljo, ali za druge droge ne bomo govoriti, se pravi, uporabljalo konopljo, kar lahko vidimo, da ne samo, da bomo rekel, ni v Sloveniji, recimo tudi v 2004, ki je prišla industrijska konoplja na trg, se je govorili, če bo industrijska konoplja prišla na trg, se bo uporaba konoplje povečala. Se pravi, ne od 2004 do 2014 se uporaba konoplja med mladostniki, to je ciljne skupine, ki jo želimo zaščititi, se ni povečala. Jasno, povečal se v bistvu število uporabnikov na alkohol. Vendar, prekrškarje, se pravi, ali kazniva dejanja na tem področju, pa bomo rekli po statistiko so 2-3 tisoč na leto. Ampak ali nam to daje, se pravi, informacije, če imamo 10-20 letno statistiko stabilno uporabljeno konoplje in 20 let zasegov in kaznivih dejanj prekrškarjev spet neko stabilno vrednost, ali se lahko v bistvu temu vprašamo, ali mogoče ta politika, ki je trenutna, dela pozitivno ali pravzaprav tistih 3000 uporabnikov, ki ga dobijo dejansko z enim paketkom ali, gospod je rekel, 3 paketke 1 gram. Ne, zdaj vsak tule, ko ve, kaj pomeni 3 paketke 1 gram. Ja, sem primer. Ja, sem primer, ne. Vemo, da v bistvu zaradi tega, da postane prekršek ali kaznivo dejanje, je v bistvu stvar nesmiselna. Ne, tudi strani potem postopkovnega organa, ko je pride na koncu do tega, da uporabnik, v bistvu tam mladostnik je, dan danes je socialni stari takšno, kot je, dejansko mu v bistvu izpostavlja večji problem plačati kazen, kot škoda v tistem jointu, ki je zaužil. Se pravi, vsa škoda z zauživanjem, ki nastane nad tega posameznika. Pravi, in pri politikah in pri pristopih se moramo zmerno vprašati med težo kaznovalne politike in težo same uporabe droga. Ja, jaz bi se takoj odzval na tele podatke okoli zasegov, prekrškov in tako naprej. Tu morate vedeti, da do leta 1999, ko je bil sprejet novi zakon o drogah, je bila marihuana in vsakršna posest drog kriminalizirana. In so vam lahko izrekli tudi kazenske ukrepe, ne samo prekrškovne. In takrat, ko smo predstavljali jaz sem bil eden izmed njih, ta novi zakon v parlamentu, smo imeli izredno borbo v parlamentu, da smo uspeli s takratnim predsednikom Pahorjem, ki je zelo veliko pomagal v tem, da smo uspeli unesti elemente dekriminalizacije v zakonodajo. In mi smo takrat kot država bili tako rekoč v boku najbolj naprednim državam v svetu na tem področju, ker smo uvedli neke vrste dekriminalizacijo, pa bom povedal, zakaj se je potem spremenila, ki je bila takole nekako narejena. Ko policaj dobi človeka z marihuano, se mogo takrat, po takratni zakonodaji, policist odločiti, ali ga bo spregledal, ali bo pa naredil ukrep. In ta ukrep je bil takrat prekršek. In ta prekršek po tem zakonu je romal k sodniku za prekrške. In šele sodnik za prekrške je potem odločal, ali so obstojajo elementi, bom rekel, trgovanja, preprodaje in tako naprej, ali se bo odločil za prekršek, ali za ustni opomin, ali karkoli. Torej, potem je pa prišlo do spremembe zakonodaje na področju prekrškov. Da so prekrškovni organi postali ne več samo sodniki za prekrške, ampak tudi policist neposredno.
In tako kot vam za prekršek v prometu izreče, tako vam danes izreče policist v tem. To se pravi, je ta mehanizem ali pa čas za premislek je zdaj odšel, da ni več. Ne? To se pravi, policist se zdaj tako rekoč na licu mesta ali pa potem, ko piše poročilo, odloča o tem, ali bo izvedel prekršek, ali bo šel v kazenski postopek. To je to. Dejstvo je, da so dokazane stvari, da se pač te uporaba kanabisa v tem obdobju lahko ima posledice v tem kasnejšem obdobju, tako v duševnih motnjah, kako tudi v drugih problemih, predvsem pa tudi v problemih, ki so povezani, to, kar je že dr. Gantar povedal, predvsem na kulturo in odnosa do konkretne substance. Namreč mladega človeka pri 16 letih lahko kriminalizirate, ne? In potem s to kriminalno identiteto gre pač skozi celo življenje. No, in iz javno-zdravstvenega vidika se mi seveda prizadevamo, da bi uporaba drog bila čim nižja, hkrati pa da bi začetek, to se pravi prvo srečanje z drogo, pomaknili čim bolj v kasnejše obdobje, hkrati pa se zelo trudimo, da bi čim več sredstev dobili na področju preventive, da bi mlade lahko usmerjali v produktivno smer in da bi lahko na drug način svoj čas izrabljali, ne na tak kot je. Glede samega odnosa in politike na področju marihuane, pa tudi drugih drog, je treba pa tole povedati, ne. Odnos do in koncepti, ki so bili postavljeni na tem področju, so bili seveda postavljeni leta 2012, pred Prvo svetovno vojno, da praznujemo letos toliko in toliko let, ne. In danes, po 100 letih se je svet spremenil in seveda je treba te stvari tudi začeti razmišljati na drug način. Vendar imamo eno težko oviro, to je ta, da so se te koncepti postavili na svetovnem nivoju, v okviru Združenih narodov in da smo kot država in podpisnica pač tudi zadolženi, da to spremljamo in to tudi delamo na tem. Sem pa sam vedno bil za to, da tudi Slovenija tista, da daje lahko pobude tudi na evropskem nivoju in tudi na svetovnem nivoju za spremembe na tem področju. Več držav, ko bo dajalo razmisleke, premisleke v tem kontekstu, bi se dal, se bo verjetno tudi kaj spremeniti. Zato bi rekel tako, z javno-zdravstvenega vidika seveda tudi gledamo vidik prizadetosti, to, kar je že dr. Gantar omenil, človeka, ki uporablja droge in ima zaradi represivnega pristopa, recimo toliko in toliko težav na tem področju. In tukaj je treba pač tehtati te stvari. Koliko je konoplja močna, ne? Izhajamo v bistvu iz političnega stališča, da konoplja v Sloveniji se v bistvu je, ne vem, koliko je letih pojašnjala, ne? Zdaj, če pa izhajamo v bistvu iz istih statistik, ki ta država da, to so statistike UZ, pa vidimo, da že od leta 2011 do 2013 se povprečna vrednost konoplje je 7%. To je konoplja, to je za statistike, ki so letno poročila objavljene na spletu. Poprečno. To se poprečno pogovarjamo. Zakaj pa to pomembno? Namreč isto ta teorija je bila tudi izrečena na Nizozemskem, ki so rekli, se pravi, leta, bom rekel, če spremljate trend od 97, 98, 99 do 2000 je bilo nekaj zmerno. Potem so začele prihajati na trg v bistvu genetika, ki so potencirali THC pa zbija so CBD. Namreč zato so prišli do, recimo, zdaj najvišja stopnja, ki obstaja, naj bi bila 28%, 33% naj bi bila ena fakulteta, ki ima to THC-ja, tako je. Vendar, sami uporabniki, pa če lahko vidimo tudi iz trga in nihanje trga, pa vidimo, da starejši uporabnik ne uživa visokopotentne konoplje. Zakaj ne? Tega, ker ima v bistvu sam THC, pač ta stranski učinek, da človeka preveč zademo, če smo želi v tem terminologiji, kar pomeni, da človek ni funkcionalni. Visokopotentne konoplje se pojavljajo lahko v nižjih starostnih skupinah, ki jih je v bistvu edini namen, bom rekel, v tem času, pač, da se ga zadeneš, vendar tudi ta stopnja so v Sloveniji najvišja, tudi ko je rekla Kazo.
In pa nam se dejansko žalost ne, da se skozi govori, kako se je konoplja pojačala, noben pa ne gleda dejansko realnega stanja, da uporabniki, pa ne samo pa nam, v bistvu statistika je tudi izpad ali UND, kaj že United Nations UNICEF, tam so celo pokazali statistiko, da se je v bistvu le ta uporaba konoplje više potentne znižala. To pa zaradi tega, ker uporabniki načeloma ne želijo biti cel dan odsotni ali cel dan nefunkcionalni. To je bistvo uporabe konoplje in tudi le to uporabo je, tako gospod Milan rekel, zmanjševanje škode. To je pravzaprav zmanjševanje škode. Se pravi, da ti uporabniku rečeš, če že jemlješ drogo ali konopljo ali karkoli, prč jasno, moram se pripričati o njeni kvaliteti. Tu nastane zdaj, bom rekel, velik problem, ker na trg so začeli prihajati sintetični kanabinoidi, katere pa mi kot uporabniki ne vemo več, ali je ta konoplja še dodatek, tako smo prej rekli, špricano, zaškropivi, ali je celo noter sintetični kanabinoid. Namreč tega podatka več v generacijah nad leta 1990, ki prihajajo v bistvu obdobje konzumiranja drog, tega recimo naše generacije niso poznali. Recimo 5 let nazaj je sintetični kanabinoid prišel sploh na trg in tudi v Sloveniji je prišel, zdaj 4 leta so že na trgu, neko sintetični kanabinoidi, ki še seveda niso tako v uporabi veliki, kot bi bilo, vendar se pa za ta sintetični kanabinoid, no vsi, ki so na trgu, so škodljivi. Zakaj? Zdaj, ker na trgu naj bi bilo to mimix, se pravi konoplje, vendar sam sintetični kanabinoid je znano, da recimo odpoved ledvic. To je največji pogosta v bistvu problem pri sintetičnih kanabinoidih. Srce pa infarkti, in to so v bistvu pri mladih mladostnikih, to so recimo 20-23 let stari, ki doživljajo dejansko zaradi ilegalnosti konoplje, želijo mimix imeti, se pravi učinek zadetosti konoplje in so pripravljeni prevzeti rizik za legalno stvar, ki je danes na jutro lahko ilegalna, pa ne vemo, ta rizik prevzeti zaradi tega, da bomo dosegli nek učinek, ki ga dejansko lahko doseže uporabnik tudi z to rastlino, ki je trenutno ilegalna, vendar se njeni učinki so že tudi znani, da se ve, kaj se lahko pričakuje. Pri sintetiki, kar je največja nevarnost v naši družbi, tudi med samimi uporabniki, je ta, da dejansko lahko ti prideš do infarkta ali do odpovedi ledvic ali še v bistvu kaj hujšega. To pa je problem in kaj lahko naredimo to, je naslednje vprašanje, kaj bomo tu naredili, ker stvari so šle izpod kontrole. Da izoliramo naslednji korak, bomo vprašali gospoda Marka Pavlišiča, ki kot sem prej omenil, predstavitelj prvi, ki je javno podpiral legalizacijo konoplje v Državnem zboru Republike Slovenije. In kaj me najbolj zanima, kakšno je bilo vzdušje s takšnim predlogom, kakšni so bili, ali je obstajala kakšna podpora? Zanimivo vprašanje in moram reči, da je bilo to verjetno prvi dogodek, ali pa prvi moj nastop v Državnem zboru, ko sem bil v bistvu deležen aplavza. Moram reči, da je zelo prijeten ta dogodek, zdaj naslednjič sem ga bil zadnjič, ko sem, ne vem, ampak iz SDS so bi nekaj ploskali. Ampak takrat je bilo to tisto zelo v redu občutek. Zdaj, kot veste, je ta predlog, ki ga je civilna družba nekako spravila v Državni zbor, ni na koncu dobil dovolj podpore, zato da bi nadaljevala pot. Zdaj, razlog za to sta dva, da je bil zakon nekoliko pomanjkljivo napisan, ker vseeno zakonodaja mora slediti nekim standardom tukaj, pa tu se bi še dalo morda kaj narediti. Zdaj, drugi razlog je pa, da ne moramo imeti mimo politične komponente vsakega zakona, skratka realno zahteva, da gre takšen zakon skozi nek politični proces, da se pač pridobi ustrezno podporo in potem se pač je možno, da se tukaj kaj naredi. Zdaj, v Državljanski listi iščemo podporo za to, da bi nekaj uredili na tem področju, tako v Državnem zboru, kot tudi v civilni družbi in pa strokovni javnosti, da imamo trenutno en tak zelo banalen problem, zakaj tukaj ne možemo narediti naslednjega koraka in sicer, da nimamo ministra pa ministrice za zdravje. Zdaj nimamo že, ne vem, kar nekaj časa že tega, in je to en tak zelo banalen razlog, žal zelo realen, ker kolikor vem, se bi dalo vsaj za medicinske namene to urediti tudi brez zakonske materije in je morda boljše, lažje začeti po tej poti, da pa se samo v uredi, ki določa, kam spada neka posamezna sestavina, da se tam to uredi na precej lažji nivo, kot pa da se gremo skozi Državni zbor. Sem pa vesel tega,
da je tudi tako razprava v državnem zboru, kot tudi recimo nedavni seminar v hotelu Union glede demistifikacije konoplje, pokazal na to, da to več ni tabu v naši družbi. In to je, mislim, da zelo en dober korak naprej in da treba s temi koraki v bistvu nadaljevati. Omenil sem, da zakaj morda boljš, če lahko iščemo neko rešitev za zdravstvene namene. Zdaj, jaz sem tu že v javni razpravi jasno povedal, da podpiram tudi širšo uporabo, po zgledu Kolorada. Se pa moramo tukaj zavedati trenutne realne situacije v slovenski družbi in politiki. Realno dosegljivo v tem trenutku je verjetno uporaba v medicinske namene. Širša uporaba morda čez par let kasneje. Tako da naš fokus bo usmerjen bolj v to smer. Če pa se bo slučajno odprl kak prostor, da bi se dalo tudi kaj drugega narediti, bomo pa vsekakor tudi to pogledali. Bi pa, ko govorimo že o politiki, omenil še na eno zadevo. Namreč, to lahko morda gospod Gantar potrdi, ko je že malo dlje časa v politiki kot jaz, ko nam razlagajo, kakšna naj bo kampanja volilna, pa predvolilna kampanja, nekako vsi govorijo o tem, da je treba igrati na čustva volilca. Da razum je tukaj sekundarnega pomena, ključno so čustva. In tukaj bi poudaril, da je strah je pa v bistvu eno zelo močno čustvo. In pri uporabi konoplje in pri uporabi drog na splošno je ta strah izjemno prisoten. In zato je v bistvu v tem primeru precej lažje igrati na to čustvo strahu, kar pa pomeni, da je nekako precej lažje zagovarjati prohibicijo kot karkoli drugega, ker ljudi smo že po naravi, nas je strah tega česar ne vemo. Strah pred spremembo je že od zgodovine prisoten. In zdaj se tukaj mi lahko vsi strinjamo, razumsko strinjamo, da pa če ta strah čist neutemeljen in nima nobene veze, ampak dejstvo pa je, da je prisoten. Zdaj, jaz se spomnim, ko sem bil sam še študiral, pa nisem tukaj študiral, nisem kot gospod Gantar 10 let tukaj preživel, čeprav ni študiral, predaval. Jaz sem prihajam iz fakultete za računalništvo in informatiko, 15-20 let nazaj sem tam študiral, in takrat smo se že pogovarjali o tem, da bi skočili na kak vikend v Amsterdam pa tako dalje. Zdaj, pogledamo, takrat, 20 let nazaj, je bilo že čisto nekaj normalnega, da so šli ljudje v Amsterdam, jaz nisem šel takrat, zraven, ampak se je šlo v Amsterdam in so takrat pokonzumirali, ne vem kaj se je živo, ampak še vedno Amsterdam stoji, nič se ni zgodilo z njim, nobene hude revolucije se ni zgodilo, ni vse skupaj propadlo, ni se zgodila kraj Gomora in Sodoma in karkoli, tako da tukaj je ta strah dejansko zelo neupravičen, je pa prisoten. In tukaj morda je iskati ta razlog, zakaj je tako težko karkoli na tem področju narediti. Na eni strani imamo, tako bi rekel, tako kot si že omenil, te nehotele posledice. Bolj, kot se borimo proti drogi, v tem primeru recimo marihuano, bolj se zdi, da jo nismo premagali, saj, če že ne narašča uporaba, zgotovo ne upada tako, da bi lahko rekli, da smo jo odstranili. Razlog za to sem že prej navedel in ne bi še naprej. In zdaj seveda je vprašanje, kaj se dogaja, zakaj se to dogaja. Ena od zadev je, da na nek način gotovo skozi takšno politiko, ki je centrirana na prepovedovanje, da smo si na jasnem, vse oblike odvisnosti so slabe, tudi od droge, od nekaterih drog, pa celo zelo škodljive in slabe. Tle ni zdaj, rekel, nek pozitivni nastop za odvisnost, za karkoli podobnega. Ampak zakaj ta država posod? Države izgubljajo boj, predvsem zaradi tega, ker se pojavljajo vedno nove in nove sintetične droge. In to je zdaj zgodba, ki jo ni mogoče. Preden boste uvrstili novo sintetično drogo na spisek, jo prepoznali, identificirali, bo že par novih nastavljenih in tako naprej. To se dogaja vse skozi. Iz tega vidika je treba obrniti optiko, ki temelji na kriminalizaciji uporabnikov, proizvajalcev, razpečevalcev, določenih drog, predvsem pa marihuane, na optiko, ki temelji na tem, da bi rekel, nas predvsem zanima vprašanje, kako
preprečiti nastop, rekrutacijo novih uporabnikov in kako pravzaprav skozi to zmanjšati recimo vplive na zdravje ljudi in podobne stvari, ki so pri katerih drogah, da ne govorim, marihuano dodajamo v stran, zelo pomembne, zelo močne. Tu se mi zdi zelo pomembno vidik. Z tega vidika gledam tudi na legalizacijo trave oziroma marihuane. Ne predstavljam si, da bi to bila legalizacija v smislu, kot je tobak ali pa alkohol, ampak recimo za registrirane uporabnike, recimo bi lahko dobili neki stanci, kaj se je v lekarnah in tako naprej, karkoli podobnega. In se mi zdi, da bi na ta način, če bi prizadeli ta velik mehanizem nelegalne proizvodne, razpečavanja in vsega tega, bi jih prizadeli v finančni moči in bi težje prišli do virov, s katerimi bi lahko rekrutirali nove kliente. In predvsem mislim zaradi tega, ker tudi rekrutacija takšnih novih klientov ne bi bila trajna, ker bi lahko prišli na neko obliko legalnega uživanja, recimo. Jaz tole besedo legalizacija nekako jo sovražim, ni mi všeč. Zaradi tega, ker ne pove nič. In je v bistvu neka beseda, ki se je uporablja v žargonu in noben ne ve, kaj pomeni. Kajti, če bi vse vas tukaj noto vprašal, da mi povejte, kakšno legalizacijo si vi predstavljate, imamo točno toliko, ko nas je tukaj, toliko vrst legalizacije. Torej, gre predvsem na področju psihoaktivnih snovi, se treba uporabljati, bom rekel, terminologijo regulacije. Družba vedno regulira psihoaktivne snovi, vedno jih je od pradavnine, pa jih bo tudi verjetno v prihodnje. Zdaj, kako pa to reguliraš, je pa seveda jih treba s časom iti. Reguliraš glede na same substance, kakšne so, na njihovo nevarnost, na njihov odnos ljudi do tega in tako cel kup elementov moraš upoštevati, da potem dobiš neko vrsto regulacije, ki je za tvoj narod primerna. Recimo, tako bomo sam primer povedal, na Češkem imaš tok in tok marihuane lahko v žepu in te policaj lahko reče samo dobro večer pa lahko noč. Medtem ko v neki drugi državi, ki je visoko na severu, če vam dobijo marihuano, greste za 6 mesecev v arest. Razlog za to pa je to, da vas kao nekako prevzgojijo v tem času v nekoga, ki ne bo marihuane porabil. Torej, gre za različne, bom rekel, oblike regulacije in tudi zakon, kakršenkoli je, verjetno neke popolne legalizacije ne bo naredil. Ker rado se govori, recimo, da je alkohol popolnoma legaliziran, pa ni, Do 18 leta ga pač ne morate dobiti in ni legaliziran. Tu sam dodal, da vsaka tema, ko je v bistvu kakšna sprememba politike ali v tem primeru sprememba regulacije konoplje, ne smemo pozabiti tudi, da moramo vzpostaviti v vsaki spremembi tudi podporno okolje, ki bo v bistvu lahko podpiralo to regulacijo ali spremembo. Se pravi, brez podpornega okolja lahko mi samo, bom rekel, sanjamo, da bojo učinki, ki jih želimo doseči, da bojo tudi doseženi. Spravi, če mi ne bomo ob spremembah delali tudi podporna okolja, lahko pričakujemo, da bodo napovedi, ki pa so predvidene, da se bodo uresničili. Spravi, od same politike in pristopali do sprememb je pa odvisno podporno okolje, kako, na kakšen način bomo mi pristopili do teh sprememb in kakšno v bistvu informacije bomo tudi dali ven ob spremembah. In to se jasno vidi tudi v državah, ki so spremenile politiko, recimo bomo rekli prvo, ko so spremenili odnos do medicinske konoplje. Lahko rečem, recimo, Nizozemska je prva, tam že imajo normalno, ko smo vsi rekli nespremenjeno, da so medicinsko bilo nespremenjeno stanje. Sedaj v Ameriki so 10 let nazaj spremenili medicinsko, so, bomo rekel, omejili, regulirali, omejili dostop in se tudi v bistvu po 10 letih ni nič drastično spremenilo, kot je bilo napovedano. Dejstvo pa je, da v Koloradu, ko so spremenili, se je statistično, ker so dali pa drugi model v bistvu, bomo rekel, regulacije, v rekreativne namene, se pa je spremenila uporaba in tudi trendi statistično so se spremenili.
Jasno, pri vseh teh pa postaja v bistvu se postavlja eno vprašanje. Kaj smo pa naredili za podporno okolje pri teh ciljnih skupinah, ki pa želimo politično ali strokovno zavarovati, kot skupina prej govoril, kaj bomo pa na tem področju naredili? Mi vemo, uporabniki, mladostniki so dovzetni v spremembi. Mladostniki imajo nizko v bistvu pri informacijah, ki imajo tudi veliko informacij, kaj je res, kaj ni res. Včasih, ko mi smo v internetu so rekli, konoplja je škodljiva, iz konoplje greš na host. To so je govorili. Zdaj pa vsi vejo z uporabnih izkušenj, z svetovnih izkušenj, z medijskih izkušenj, da vendarle ni to 100% res, koliko je, bomo rekel, za 9% uporabnikov, ki pa nastanejo, ki so problematični. In kaj bomo naredili v bistvu v teh spremembah, da nam ta uporaba statistično ne bo povečala, ampak da bomo zavarovali ali da bomo dvignali starostno mejo višjega in da bo ta starostna meja imela omogočena tudi druge pristope, bomo rekel, nekega preživljenega prostega časa, ne samo, da bomo rekli, socialno ogroženi smo, nimate več druga ni zadib, se igrati se nimate, pač kaj bo prišli alkohol, droge, lepila, sintetike, kaj bo prijedno še držite mi dan. Zdaj, tu se popolnoma strinjam s tem, da ni smiselno, da govorimo o legalizaciji, da je precej bolje, da govorimo o regulaciji konoplje. In tukaj bi izpostavil to, kar je že bilo rečeno glede tobaka in alkohola. Pa niso tu samo omejitve uporabe za mlade 18 let, do 18 let, ampak so tudi omejitve recimo povezane z oglaševanjem, da se pač to ne sme oglaševati. To pa, da imamo gor na vsaki škatlici cigaret je zelo jasno napisano, kaj to vse povzroča. In pa še ena zadeva, ki je tukaj zelo pomembna, in sicer to so trošarine. Vse te proizvode imamo gor trošarine, ki niso majhne in ki imajo dva efekta. Po eni strani na ta način se pridobila sredstva, da se potem slabosti, ki jih to prinaša, lažje odpravlja, in na drugi strani, s tem, ker je pač višja cena, tudi zaradi trošarin se nekako znižuje sama dostopnost tega. In popolnoma bo rekel isto, se to lahko naredi tudi pri konoplji. Zdaj, glede podpornega okolja, je bilo tukaj vprašanje, kaj bomo naredili, da bomo preprečili ali pa ne bomo preprečili ta pik, ki je bil omenjen. Zdaj, prvo vprašanje, ki je tukaj povezano, je, kaj pa če smo ta pik že dosegli in že preživeli. Sej konoplja ni nekaj, kar bo danes na novo prišlo, ampak je že kar vrsto let pri nas, pa tudi ne vem, če bi si upal reči, da je trenutno nedosegljiva, da je zelo težko dosegljiva. In morda zdaj, glede na to, kakšno je trenutno stanje, morda smo ta pik že preživeli, to je bilo pač treba pogledati. In po drugi strani, ali sploh vemo, kaj se bo zgodilo. Ali nismo spet tukaj na področju tistega strahu, o katerem sem prej govoril, da pač nas je strah pred neznanim in zdaj ta strah bi morda kdo želel tudi vnovčiti. Tukaj, se pravi, ne govorim, da je eno res ali da je drugo res, govorim pa o tem, da v bistvu, če zadevo ustrezno reguliramo, bomo takoj imeli na voljo sredstva za to, da se izvede, kar je potrebno izvesti, pa da je predvsem potrebno o tem čim bolj na široko govoriti in rekel, več kot bo informacij, bolj kot bo javno seznanjena za vsem, manjše bodo posledice na koncu, ker bomo pač bolj jasno bo, v kakšen stanje smo in kam pač gledamo. Skratka, na eni strani imamo stanje, ko smo v črnem trgu, pa ni trošarin, pa na drugi strani, če imamo preveč trošarin, znova vrati črni trg. Ampak se nista sem te dve opcije. Veliko imamo pa tega vmes, ko pa imamo trošarine, no pa sej, tudi trošarine je lahko različno visoke. To je pa ta paradoks. Ja, sem to hočem reči, nimamo stanja sem črni trg, če nimamo trošarine, pa črni trg, če imamo trošarine, lahko imamo tudi pravo velikost trošarine. In če sem jaz prav razumel, omenjate, da je pri tobaku to bilo do 2 leti nazaj cirka prava višina trošarine, potem smo pa šli že preko meje. Se pravi, ali pa 3 leta. Se pravi, moramo na tem področju tudi paziti, na to, da pač ne bomo presegli te meje. In to je vsa znanost, da trošarine so v osnovi slabe, ampak moramo pač pazljivo z njimi delovati, kar sicer velja za vse davke. Pogovarjamo se o rastlini, ki je pri 100 leti rasla vse prisotno. In zdaj vemo vsi, da s preparanjo še vedno bomo uporabljali konopljo in dejstvo je potrebno prepovedati in masno hrano, nezdravo hrano, konec koncev tukaj ogromno bolezni, ogromno dalje tukaj gre. A se vam zdi enostavna rešitev in sicer treba je že v vrtcih
In skratka vzgaja našo mladino, da ne poseže po tem, oziroma če poseže, zakaj tudi poseže. In meni se zdi, da vse to, kar vi zdaj počnete, je samo metanje denarja in pijesko oči. Ja, mene pa zanima, gospoda kriminalista bi vprašal, ker sem pa že dlje let uporabnik. Me ful zanima, odkot prihaja marihuana, ko jaz skrdim že ta leta. Je to domača proizvodnja, je to organiziran kriminal, ali je to? Pravo vprašanje. Mogu veriti sam. Ne bože pokažite, pa bomo vi, pa bomo videli. Zdaj sem bolj skrivan, če bi se to ustavilo. Pravo vprašanje. Odkot prihaja ta marihuana današnja, katera se dobi normalno za vsakim vogalom, res po te pravi ceni, dostopni, skoraj vsakemu mladostniku. To, ko sem prej govoril, indoor prostori, zaprti prostori, več in manj danes. Ljudje, redko kateri bojo domačico delal in da bo delal zunaj gojeno marihuana, tako smo zdaj govorili o presvetovanju in tako naprej. Danes marihuana, verjamete, ga ni vogala, da ne boš dobil skank. Dobro vsi vemo, kaj je skank. Že barva je drugačna od normalne marihuane. In vsebnost THC-ja, lahko meni govorijo vsi, zvišenost in nezvišenost po preceptualno, ne preceptualno. In zvišenost THC-ja, tudi če govorimo o 8%, 10%, vse ostale primesi in pa vse ostale substance, katere so na tisti bilki, povečajo učinkovitost in pa seveda tudi spremembe na človeku, kakšenkoli je. Noben človek ne more kontrolirati svojega metabolizma in pa ravnanja. Vsak zaužit joint, vsak potegnem dim in drugače vpliv na človeka. Dobro vemo kako. Če si pristaš tega, tudi vem, da dosta se ne smejiš temu, ko potegneš. Verjetno si tudi včasih zatopljen sam vase. Imaš doktor, katerega tudi doseka paranoja in tako naprej. Ampak posledice dobesedno spuščajo marihuana, današnja marihuana. Bi lahko rekel, da je to en velik strup in to več ni marihuana, ni več ganže, katere sem prej govorili o kosanki, o domačici in ne vem kaj. Ampak to je en sran skank in to je dobesedno strup. Tako da tudi če država Slovenija bo legalizirala, ne govorimo, to rastlino, črni trg še vedno obstaja. Tudi če bo $1, 1 gram, ali €1, 1 gram te trave legalizirane, katero boš kupil v lekarni, ne vem kaj, bo na črnem trgu 0,5. In mladostnik, tukaj kot smo v žepu, ne boš kupil v trgovino, ne boš kupil v trgovino, ampak boš kupil na črnem trgu, na črnem trg bo obstajal. Jaz mislim, da drugače. Zvišati kazni za manjše posesti, spremeniti tudi kazenski zakonik glede pregona, potem pa še več legalizirati, ne vem kaj, da pride neka kontrola nad neko snovjo. Tudi govor je bilo v Amsterdamu, nekako rožen, mislim, da je bil sem tam dolgo časa. Res je, obstaja coffee shopi, kupiš 5 gramov za 25 €, imaš račun v žepu, imaš 5 gramov v žepu in če te postavi policist, moraš pokazati oboje. Če v primeru nimaš računa v žepu, si v prekršku. Ampak ta prekršek ne stane 40 €, ampak stane par tisoč €. Glih naradi tega mladostniki v Amsterdamu dobesedno se skrivajo po vseh vogalih, dobesedno kadijo tam, kjer je namenjen. Ljudje, kateri se inicirajo, kateri so odvisni od predvsem drog, heroin in tako naprej, so Amsterdam, tudi kultura zdravna in pa glede rehabilitacije so poslušajo zelo dobro. So okolja, so klubi, točno kontrolirani, da se zaužije droga. Naprimer, enostaven pogoj. Ti z umazanimi čevlji ne umiti v ta prostor, ne boš kršil vse inicirati. Naprimer. Glede nekaj govorice so krožile, da se ta prekršek po parih letih izbriše, pa me zdaj zanima, a je to dejansko res? Prekrška... Da imaš pač malo občino vsak cilj.
Prosim? 10 let. 10 let. Jaz bi samo eno repliko na vas. Če ne poznate pravi farmakoloških učinkov konoplje, učinkov na psihoaktivno, pa če niste socialni delavec, se držite vprašanj, ki ste jih vprašali. Drugo, jaz bi rekel, da vse teh letih, 10 časov, ko se ukvarjajo z drogo, je največji problem vsega dogajanja okrog konoplje nesposobnost državne uprave, da bi karkoli naredila. Če je bil leta 2000, kot je rekel gospod Krek, sprejet zakon z namenom dekriminalizacije, 2000 je bil sprejet 99. mislim, skopo veljalo. Z namenom dekriminalizacije se je očitno kot vse v tej državi sfižilo. Če ste vi kot stroka, pa vi kot stroka, pa videli, da tu nekaj ne štima, bi vi morali povedati, halo, gospodje policisti izkoriščajo in zlorabljajo zakonodajo. Ker kaj se dogaja? Malo prehuda je, da bi enemu policistu, ki ima 5. stopnjo, pa tudi če ima 7. stopnjo, dal nekomu v roke njegovo odločitev, če ga bo spravil v zapor za 2 grama ali bo dobil globo. To še posebej, če policisti to zlorabljajo in sprožajo nezakonite postopke. Namreč, v Murski Soboti je splošno znano, da gre za 2 grama v zapor. Zakaj? Zato, ker so nesposobni policisti in tožilci, ki si svojo, to sem že večkrat napisal, ki si svojo tako imenovano uspešnost pač dvigujejo na hrbtih najbolj marginalnih in skupin, ki jih lažje prizadenejo. Namreč, splošna praksa je, da se nišče na to ne odzove. Kar se tiče dogajanja v zvezi s konopljo, jaz bi rekel tak, vsi strokovnjaki, pustimo zdaj politike, ker politiki imajo svoj pogled na konopljo in se bodo pač obračali malo bolj povedati. Ampak strokovnjaki, ki ste zaposleni v bilo kateri državni agenciji, v bilo kateri sestavi ministrstva ste zadolženi za spremljanje novotarij na področju zdravstva. Če drugo ne, sem jaz že 100 dopisov poslal na razne službe in opozarjam na vse te probleme. Kaj se zgodi? Nič. Zato, ker so vsi ti kvazi, za mene so kvazi strokovnjaki v raznih delovnih telesih in po mojem mi to tako čisto odgovarja. Namreč, gospod Krek je prej rekel, da je konoplja, da je vsaka droga razvrščena v skupino glede na njeno nevarnost. Konoplja ne bi smela že od leta 2000 biti v prvi skupini, kjer so prepovedane droge, ki se ne uporabljajo v medicini. Kako pa deluje naš sistem na področju drog, bi vas pospomnil na eno skupščino nevladnih organizacij z področja drog, kjer je eden od takratnih poslancev rekel v kamero, posneto je v arhivu, ne bo spet kdo, da minister že dobro ve, da je treba nekaj storiti, vendar prek svojih uradnikov pa ne more. To je pravi srž problema. Ker tudi, ko sem bil v parlamentu, pa tudi v Unionu, pa vse, odnos Ministrstva za zdravje do te konference v seminarju je tako bil jasen, ampak nišče ni imel nič proti spremembam na področju drog, razen strokovnjakov. In to zdravstva in državne uprave. Ne politiki, ne javnost nima, če pogledate, koliko so raziskave, čez 50%. In dejstvo je, da je nekaj treba storiti. Zakaj? Konoplja nastane slovensko družbo 500 milijarde letno. 500 milijarde letno. Na vaše trditve pač povedati, da policisti s 5. stopnjo do 7. in ne vem kjer stopnje so policisti, kateri pač imajo po zakonu svoja pooblastila in da se morajo ravnati po pooblastili. Druga stvar je ta, da se nekoga zapira za 2 grama, kako ste rekli, tudi jaz sem ga zapiral že za 1 gram. Mogoče veste zakaj. Povejte. Ker pač, ko vi menite, da smo tako nesposobni in neumni, bomo povedali, da... Nisem rekel, da ste neumni, da ste nesposobni pa... Da sem zaprl za 1 gram, zaradi njegove predkaznovanosti in za njegove pedigrirali, to, kar sem prej govoril. Glede kaznovanja in pa kaznovalne politike in nesposobnosti naše pa ta, da policija
kot sestav Ministrstva za notranje zadeve, dela kot novem skupaj z tožilstvom, kateri tudi spada po to ministrstvo, in katero tožilstvo tudi in pa mora usmerjati vsak kazenski pregon v zvezi izvedbe policije, katera dela v danem trenutku. Tožilc je ta, kateri usmerja določene ukrepe pri izvedbi nekih nalog. Za kaznovalno politiko vam povedal tudi to, da policija redko v katerih primerih v kazenskem pregonu, v bistvu nobenih primerih v kazenskem pregonu ne odloča o usodi posameznika, ampak odloča resurstvo Ministrstva za pravosodje, to je sodišče. In vsak sodnik danes bo odločil nekom, ali ga bo izpustil, ali ga bo zelo izdal ukrep. Zelo prosim, glede Murske Sobote, povem, da zelo dobro poznam kriminaliste na organiziranem kriminaliteti v Murski Soboti, že vrsto let jih poznam, tudi delal sem v Murski Soboti, zelo lepem delu Latinu sem stanoval. Moram povedati, da je podeželje krasno, tudi uspeva trava zelo krasno. Da morate tudi vedeti vsi, da to več ni ta trava, katera v Murski Soboti raste, ampak to je malo drugačna trava, kar sem prej govoril. Hvala. Sem dal samo repliko na kvaliteto trave in kakšna trava je v Republiki Sloveniji. V Republiki Sloveniji se nahaja kannabisativa L, ki je hibridizirana, v bistvu, ki so hibridi. Ti hibridi imajo večjo stopnost THC-ja in druge v bistvu eterična olja in terpentine. Zdaj, kakšna trava je pa ta, ki raste v Republiki Sloveniji, je pa v bistvu ta trava, ko smo se prej pogovarjali. Vsaka trava ima svoj namen. Če se pogovarjamo zdaj, zakaj smo se sploh v regulaciji trave in sploh popravili začetku konoplji, je zaradi medicinske namene. Konoplje, ki se goji za medicinske namene, je zaželjeno, da se goji z višjo vsebnostjo THC-ja. Kaj to pomeni? To pomeni, da v teh delih moramo imeti hibridizirano konopljo, ki je standardizirana in tudi ima drugačne vsebnosti, ker ne bi imeli donoter. Ta trava, ki govorimo zdaj, da je ful drugačna, nič ni drugačna, samo hibridi so. Tako kot pri koruzi obstajajo hibridne vrste koruze, tako kot konoplje obstajajo hibridne vrste konoplje. Res pa je, tako sem že prej rekel, višja vsebnost THC-ja v konoplji je pri mladostnikih. Prej dosežeš lahko kakšno ambiciozno stanje ali kakšno v bistvu paranojo, kot pri nižji vsebnosti THC. Vendar le tudi ta THC je odvisno od posameznika, kako bo to substanco sprejel. Vendar govoriti v teh, bom rekel, superlativih, kak je drugačna trava, je pač, nažalost, možno reči, pa nije nič protivdaljni, populistično. In to ni pravilno, zdaj je, ker ne stroka na področju agronomije, ne stroka, ki je na področju toksologije, lahko rečem samo tak, se pa strinjam, primesi so tiste, ki delajo konoplje škodljive, nepravilna agronomska praksa je tista, ki dela konopljo škodljiva, vendar sama konoplja je pa trenutno, bom rekel, še ni tako grozna, kot se predstavlja. Je pa res, da spet prihajamo v področje gensko spremenjenih organizmov, ki pa so že zaznane gensko spremenjene konoplje, tam pa se ponovno lahko pogovarjamo v konoplji, tako kot sintetičnih konoplji, kako bomo mi varovali uporabnika spet na tem. Pravi, sama konoplja je zaželjena, da imamo razvoj v medicini in tudi hibridi so na industrijski konoplji z manjšo vsebnostjo THC-ja. Tako da, jaz bom rekel, ni tak superlativno drastično, je pa res, da ta višja vsebnost THC-ja lahko hitrejš pride do stranskih učinkov, ki so pa nezaželjeni.